Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Čas je za pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. V Šoštanju in Celju obeležili 80-letnico smrti Karla Destovnika Kajuha. Na celjskem Krekovem trgu so odprli panojsko razstavo Spomini Slovenije. Zelenice bodo športno igrišče v celjskem Dolgem polju obnovile do meseca junija. Regionalni nogometni obračun 4:1 dobili Celjani. V Šoštanju so sinoči obeležili 80-letnico smrti pesnika Karla Destovnika Kajuha, ki je pod streli nemške vojske padel 22. februarja leta 1944. Kajuh se je rodil v Šoštanju, umrl pa je star le 21 let. Za seboj je pustil pomembno kulturno dediščino. Leta 1953 pa so ga razglasili tudi za narodnega heroja. V Šoštanju spominu na rojaka Karla Destovnika Kajuha posvečajo veliko pozornosti. Leta 2022 so v občini ob 100-letnici njegovega rojstva razglasili Kajuhovo leto. Leto kasneje je temu sledila tudi država. Letos pa mineva 80 let od Kajuhove prezgodnje smrti in prav na dan, ko je Kajuh umrl pod streli nemške vojske, nedaleč stran od svojega rodnega Šoštanja, so pripravili osrednjo spominsko slovesnost. Smo se pa danes poklonili njegovemu spominu s polaganjem cvetja na spominskem obeležju pri Žlebniku, tam, kjer je Kajuh padel, tudi tukaj v Šoštanju, v Kajuhovem parku in pa na njegovem grobu v Podkraju. Kot župan sem se poklonil njegovem spominu na vseh treh lokacijah in pa danes ta prireditev v kulturnem domu, ki bo tudi posvečena njemu, njegovemu delu, ustvarjanju in verjamem, da bo to tudi en lep spomin na njega. Slavnostna govornica na prireditvi je bila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Ta je v govoru izpostavila, da je Kajuh vpisan v genetiko vsakega od tamkajšnjih prebivalcev. Danes je v resnici zelo pomemben dan, ker lani smo se poklonili prav na pobudo občine Šoštanj Kajuhu kot pesniku, borcu, pomembnemu sooblikovalcu konec koncev našega odnosa do kulture, ki ga hranimo še danes in ne nazadnje tudi države. In danes pa si nismo mogoče mogli predstavljati takrat, da je ta njegov glas še toliko bolj aktualen ob vseh dogajanjih po svetu, vojnah in kjer prav tako umirajo mladi ljudje. Se mi zdi to prisluhniti ponovno, še enkrat temu sporočilu je ključno. In kako biti mlad in borec v času vojne vihre, včasih je res, da se moramo malo ustaviti, prisluhniti tudi nekemu razglasu umetnikov, kulturnikov, malo videti čez aktualno politično dogajanje, videti čez in Kajuh je en tak glas iz preteklosti za sedanjo, za prihodnost. Kajuh je kljub kratkemu življenju zapustil bogat literarni opus. Svoja dela je sicer pogosto objavljal tudi pod psevdonimi. Meni je ena izmed gotovo bolj ganljivih pesmi, ki jo pa zadnja leta, moram reči, tudi ko sem sama postala mati, gledam malo drugače in to je gotovo Materi, ker je to ena mogoče res najbolj taka, ki se ti usede v srce, kot tudi vse ostale, ki pozivajo boju, skupnosti, ljudem, povezovanju in tako naprej. Tukaj je res, Kajuh je tudi takšen pesnik, ki nas nagovori enkrat tako, drugič drugače, enkrat morda se počutimo malo bolj borbeno, rabimo eno tako navdiha, drugič pa nagovori naša sentimentalna čustva res svojo globoko mislijo. Osrednji del prireditve je bila predstava Juriš Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ki govori prav o Kajuhovem življenju in delu. Želja gledališčnikov je bila, da ob tej visoki obletnici predstavo, ki so jo premierno uprizorili lani ob Kajuhovem letu, odigrajo prav v Šoštanju. Spominu na Karla Destovnika Kajuha pa so se poklonili tudi ob njegovem spomeniku pri prvi gimnaziji v Celju.
Tam vsako leto gimnazija v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Celje in krajevno organizacijo Združenja borcev Center Kajuh pripravi proslavo, na kateri vedno znova zazvenijo Kajuhove pesmi in spomini na njegovo kratko, a junaško in ustvarjalno življenje. Letošnji osrednji govornik je bil celjski podžupan Samo Seničar, ki je poudaril, da je Kajuh, tako kot mi danes, hrepenel po svobodi, a za to hrepenenje plačal najvišjo ceno. Ob Kajuhovem spomeniku so predstavniki borčevskih organizacij, strank in mestne občine Celje položili vence in cvetje ter prižgali svečo v njegov spomin. Na Krekovem trgu v Celju so odprli veliko panojsko razstavo z naslovom Spomin Slovenije, ki je del UNESCO-vega programa Spomin sveta. Na njej so predstavljeni najpomembnejši arhivski dokumenti, ki predstavljajo pomemben del slovenske kulture in zgodovine. Da se počasi približuje pomlad, je morda znak tudi to, da se razstave že prezentirajo tudi na prostem. In v Celju smo se nanje že kar navadili, pa tudi razvadili, saj so prav dobrodošlo poživilo v prijetnejših, toplejših dnevih. Eno od takih smo doživeli na Krekovem trgu v četrtek 22. februarja dopoldan, ko so na ogled postavili veliko panojsko razstavo z naslovom Spomin Slovenije v okviru UNESCO-vega programa Spomini sveta. Na razstavi je predstavljenih 10 dokumentarnih enot, ki po mnenju slovenskega odbora UNESCO Spomin sveta predstavljajo pomemben del slovenske kulture in zgodovine. Več o tem pa nam je povedal eden od soavtorjev, arhivski svetnik dr. Aleksander Žižek iz Zgodovinskega arhiva Celje. Osnovni namen te razstave je podobno kot je samega programa Spomin sveta, se pravi popularizacija, ozaveščanje ljudi o pomenu dokumentarne pisne dediščine. Se pravi, s to razstavo skušamo ljudi opozoriti na vse tiste dragotine, ki jih hranimo v slovenskih arhivih, knjižnicah in muzejih in ki so posebej pomembni za našo zgodovino. To so dokumenti, ki so zaznamovali naš prostor in pa tudi Slovence kot narod. Pričujoči format razstave, ki je predstavljen na Krekovem trgu, je pripravljen prav za Celje. To je razstava, ki je narejena posebej za Celje. Ta format je pripravljen samo za Celje. Mislim, da bo tukaj na voljo na ogled za en mesec. Potem so pa napovedana že gostovanja v Novem mestu, potem na Ptuju, predvsem v tistih krajih, ki imajo nekaj opraviti s temi nominacijami. Celje je recimo pomembno zaradi tega, ker je prva nominacija je ta korpus 738 listin grofov oziroma knezov celjskih in nas to nekako povezuje tudi na ta register. Razstavo so na Krekovem trgu v četrtek odprli ob manjšem kulturnem programu ter v prisotnosti predstavnikov mestne občine Celje in nekaterih celjskih kulturnih zavodov. Da pa ima razstava pomembno dokumentarno mesto v pričevanju naše zgodovine, ki bo na način postavitve zunaj na velikih panojih zagotovo našla širši odmev, se strinja tudi direktor Celjskega zgodovinskega arhiva dr. Borut Batagel. Na vsak način se mi zdi ta razstava en tak zelo format, ki v bistvu bo pritegnil ogromno ljudi, predvsem teh naključnih obiskovalcev. Zato so te ulične razstave pravzaprav tudi pomembne. Z tega vidika, da bodo pač ljudje, sicer jasno na ulici ne moramo pokazati originalov, ampak da se vidi nek jagodni zbor. Tukaj se res vidi en jagodni zbor gradiva, najbolj eminentnega, ki hranijo knjižnice, arhivi in muzeji. Ob tej priložnosti pa nam je dr. Borut Batagel strnil tudi nekaj zanimivosti iz dosedanjega novejšega programa Zgodovinskega arhiva Celje. Več o razstavi pa v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Mestna občina Celje bo do konca junija uredila novo igrišče na Brodarjevi ulici v mestni četrti Dolgo Polje. Za izvajalca del je bilo izbrano javno podjetje Zelenice, ki bo z urejanjem začelo prihodnji mesec. Na obnovljenem igrišču bodo otroci imeli na voljo 4 igralna območja. Na enem bo hišica v mivki, na drugem plezalo, na tretjem bodo vrvna igralka, ki bodo napeta med debli obstoječih platan. Na četrtem travnatem območju pa bodo postavili nižja igrala. Ob obstoječem ruskem kegljišču bodo uredili leseno ploščad, ki jo bodo lahko koristili kot oder za izvedbo manjših prireditev. Ob igrišču bodo namestili tudi betonsko valovito klop. Naložba je vredna slabih 80 000 evrov, brez vključenega davka na dodano vrednost. Župan občine Laško Marko Šantej je podpisal pogodbo o sofinanciranju izvajanja nalog z področja zaščite in reševanja za leto 2024.
Letos so pogodbo podpisali tudi z Gorsko reševalno službo Enota Celje, ki bo prevzela odgovornost za naloge reševanja v primeru nesreč na težje dostopnem terenu. Šante je pogodbe podpisal z Gasilsko zvezo Laško in prostovoljnimi gasilskimi društvi Laško, Rečica, Rimske Toplice, Vrh nad Laškim, Jurklošter, Zidani Most in Sedraž. Pogodba s slednjim vključuje tudi zavezo o sofinanciranju dobave gasilskega vozila GVC-1, ki ga bodo kupili v letošnjem letu. V 22. krogu nogometnega državnega prvenstva sta se v lokalnem obračunu v Celju pomerila vodilno Celje in zadnja uvrščena Rogaška. Celjani so slavili 4-1 in na prvenstveni lestvici ohranili 10 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Ljubljansko Olimpijo. Celjani so svojo terensko premoč kronali po pol ure igre, ko je Aljoša Matko zadel iz neposredne bližine po strelu Pruceva in obrambi Mulaliča. Za Matka je bil to 7. gol v sezoni in prvi po poškodbi. Prav ta zadetek je nato usmeril nadaljnji potek srečanja. Vemo, kakšna je ekipa Rogaška, dokler jih nekako ne odpreš, da daš ta prvi gol, da se oni tudi malo odprejo, je težko, nam je to uspelo in na koncu zasluženo zmagali. V drugem polčasu so Slatinčani v razmaku pičlih 5 minut kar dvakrat premagali svojega vratarja Ajdina Mulaliča. Najprej je po podaji Miliča lastno mrežo zatresel Diaby. Nato pa je bil v vratarjevem prostoru nespreten še Di Matteo Lovrič. Matko je v 71. minuti dosegel še svoj drugi gol na tekmi in potrdil, da se spet vrača v odlično strelsko formo. Častni zadetek za goste je po napaki Žana Karničnika 7 minut pred koncem tekme dosegel Marko Prenkpalaj. Če primerjam rezultat 4-1 danes in pred 14 dnevi, lahko rečem, da vse skupaj ni primerljivo. Tokrat smo bili veliko slabši in lahko rečem, da je danes rezultat previsok glede na prikazano na igrišču. Ne morem biti zadovoljen z dinamiko igre, sploh ko je bila žoga v naši posesti. Zmagi ne smemo gledati v zobe, ker je bila nujna. Zadovoljen sem s 3 točkami, nikakor pa ne morem biti zadovoljen z igro. Prvi gol je tisti, ki obrne neko tehnico, ampak kljub temu, da smo doživeli dokaj visok poraz, bom rekel, da ni najbolj realen. 2 prejeta avtogola, ampak smo bili pri aktualnem rezultatu in pri 0-0 in proti 1-0. Smo imeli tudi mi svoje situacije, tako da nič. Tekma ni šla v našo smer, glave gor, gremo dalje. Boljše si nisem mogel zaželeti tega začetka tekme, da začnemo od prve minute in takoj sem zadel prvi gol in pol je vse lažje. Pol se vidi, da iz minute rastem in na koncu je prišel še ta drugi gol in upam, da bom tako nadaljeval. Vedeli smo, da bo težka tekma. Tisti kot je bil padec koncentracije, enostavno tega si ne moremo dovoliti proti tako kvalitetnemu nasprotniku. Na to smo se malo dvignili, potem pa spet drugi polčas, ena situacija, padec koncentracije in potem ti poruši. Iskali smo se nekje 10-15 minut, prejeli si 3. zadetek, 4. zadetek in potem je težko se vrniti. Celjani bodo v naslednjem krogu v nedeljo 25. februarja gostovali v Domžalah. Domžale je mogoče v neki slabi rezultatski formi, ampak vsaka tekma je tekma za sebe, tako da ne bo lahke tekme. Slatinčane v naslednjem krogu čaka še en zahteven obračun. V Rogaški Slatini bo gostoval Maribor. Za nas je vsaka tekma kvalifikacijska. Če smo šli danes na zmago, če smo šli proti Domžalam na zmago, proti Olimpiji, bomo šli tudi proti Mariboru. Se pravi na glavo, na juriš in upam, da s čim večjo podporo publike, da iztržimo ugoden rezultat. Zvečer se bo pas dežja od zahoda razširil proti vzhodni Sloveniji, lahko tudi zagrmi. Po noči bodo padavine hitro oslabele in do jutra večinoma ponehale, jasnilo se bo. Veter se bo umiril. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Alpskih dolinah okoli 1 stopinja.
Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo ostalo v zahodnih krajih, kjer bodo možne manjše plohe. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj. Nedeljo bo deloma sončno, predvsem v zahodni Sloveniji se bodo še pojavljale krevne plohe. Ponedeljek se bo spet pooblačilo. Ponekod na zahodu lahko občasno rahlo dežuje. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do ponedeljka.